No, bili smo na Ruby Campu. Še en disclaimer imam. Ker sem bil to prisiljen, jaz vem, da bo dolgočasno in mu hotel čim prej čez. Ker tole je najbolj podobno tistom, ko priješ na obiske k nekomu, pa ti kažejo fotke z dopusta, pa bili so v Umagu. Torej, ArtCamp se je zgodil v Belgiji v Gentu, to je četrti, mislim, da po vrsti, ja. Mogoče, ne vem. In je bilo luštno. Šli smo z Vizerom, kar je bilo kar luštno. Belgija je fucking močverje, tako se skupaj mečkim zanemarjeno. Jaz sem enega prijatelja z Nizozemske, ki je vedno rekel, da Belgijci so ciganje. Jaz sem mislil, da on misli, da ima on tak odnos, ker imamo mi tak odnos do Hrvatov, ampak res, stvari so tako mečkim zanemarjene, no. Stare hiše, stara kultura, tako mečkanje se skupaj v stran. Belgijski pofri je cool, jaz sem šel gor s 60 kilom, prišel sem nazaj s 100. Bir je, pivo je, no meni ni bilo všeč, no meni je bilo tako, fucking drago pivo, tisti tripli, težko pivo, jaz sem res rad angliške ele, pa to ni bilo lih to, ne. Pa smo probali kar nekaj od tega, ne. Ja, šli smo z rentakarom z letališča do Genta, kar je bilo super, ker je bilo ful poceni in tako naprej. Taksi se začne z 11 evri, ko se usedeš noter in je noter vključenih 3 kilometre. Ampak, če pustiš avto v fucking PTC-ju ali pa mečkanu polju že, potem se znajdeš takole, to smo mi trije, pa še Arte bo zdraven. Ljubiš mu roki navigacijo, on ima v roki Google Maps, jaz sem bil tam, da sem pa pomagal. To je sliko Arto, to moram povedati. Ven je bil odličen, to je nek concert hall, tak top fucking shit v Gentu, res lepa akustika, ne preveč folka, mislim res z veseljem, ni bilo gužve na izhodih, ni bilo, nič hudega ni bilo, prav fino je bilo. To je prva točka, nice. Jaz sem na oko ocenil, da je bilo 100 do 200 ljudi, 150-200 ljudi, mogoče mečkam sem se zmotil. Kar je bilo fej, se pravi, ni bilo gužve na izhodih, lahko si prišel do kofeta, lahko šel na čik. Bil je one track, se pravi, nismo zamudili nobenih predavanj. 20 minut je bilo pausa, kar je bilo super, ker si mečkam lahko pomingljal in še pokadil en čik. Vse je bilo zastonj, se pravi, mislim, kar je bilo kofeta, sicer neki stalni kofe, vino ob kosilu, ki so bili sicer sendviči, ampak ful dobri, pa free wifi. Line-up. Mislim, da je bilo nekaj 14 govorcev v 2 dneh. Zdaj jaz ful ne bi vsakega posebej našteval zaradi tiste izkušnje z Umagom. Je bil pa tam tudi Tenderlove, Anemiha. Jaz sem zbral 4 toke izmed tega. Moram povedati, da je bilo takih netehničnih tokov, kar je nas mečkam razočaral. Šlo nas je 6 iz Slovenije, kar je bilo ful cool, ker smo bili tako nadpovprečno zastopani, kar je bilo pa še bolj cool, da smo bili 3 Mihati. Me zanima, še kdo Miha razen tebe? Nisi Rebrnik Miha? Sem mislil, da je malo simptomatično za Ruby developerje. TJ Šak. Ta tip je udaril lastno aplikacijo, oziroma z lastnega strežnika probal dobiti password od svojih strank. Kar je ugotovil je, da hashing ni enough, zaradi tega je zdaj salted. Da sploh ne rabi mavričnih tabel, da razvozla svoje MD5 hash, ampak je dosta jih pogubila, ker jih kar dobijo, ker so očitno tabele že objavljene na netu. In pa se odločil, da bo uporabil bcrypt. Bcrypt ima eno posebno lastnost, in sicer lahko mu nastaviš težavnost kriptiranja, se pravi price kriptiranja.
Torej ne vem, od kje do kje, tega nisem šel pol gledat, ampak recimo zdaj on uporablja ta bcrypt in za vsak password rabi pol sekunde, da ga zahešira, kar pomeni, če bi hotel reversati ta postopek, bi rabil spet za vsak password ene pol sekunde, kar tudi z grafičnimi karticami ne bi šlo najboljše. Je pa tip, ne vem, v 5 minutah razkril 80 kilo passwordov svojih stran, že razkril. Jih je dobil, nam jih ni pokazal. Če boste kam kdaj šli, pa da vidite, da je ta model, to pa pejte, zaradi tega, ker to je v bistvu nek profesor mislim, da v neki Varšavski univerzi, spravi ni človek iz nekega realnega sektorja in ima ful čas brati manuale. On je govoril o temu, kako bomo vsako stvar, vsak user input od naših userjev morali escapati, da nam ne delajo žal stvari. Vse skupaj pa zapakiral in tak simpatično prezentacijo, ki je uporabil program Cowsay. To pomeni, da pišemo v terminal Cowsay in nek string, ki nam izpiše takole. Bravo. Povedal nam je pa tudi za flip-flop operator. Kdo je vedel za flip-flop operator? Jaz nisem. To ste videl prej? Flip-flop operator v Rubiju je neka dosta stara stvar, mislim, da sprla, pa mislim, da se v 2.0 skensa, po 2.1. Je še? Hočejo ga skensati, pa ne gre. Pa ne gre? Kdo ga pa rabi? Ne, imaš pa na Rubika, pa se ne pa dobri use case-ov. A res? Pa je vedno hočejo skensati, pa se pa vedno nekdo najde, Kaj rabi? uporabno use case. Pač so use case, sam je to kritičen za večino folka, da je. No, kaj flip-flop operator počne? Flip-flop operator se sam sebe seta na true, kadar je ta konec enačbe pač true, in potem ostane true, dokler ne data ta konec enačbe true. Zakaj bi res to rabo, ne mislim, da s kakšno forih zanko. Ne vem, zakaj je tako pomembno, ampak nisem slišal za flip-flop operator, pa sem gledal na tole. Ja, se pravi, kaj to naredi to, da izpiše vrstice? Ja, v tem primeru, če na nek standard input vzame, pa izpisuje vrstice od begina do enda. No. A vključno? Ne vem. Ja, pa jaz bi rekel, da je vključno. Ok, potem, zdaj to je ostala dva tehnična talka, zdaj sta pa dva manj tehnična in Arjen van der Gaak nam je povedal o imposter sindromu, ki ga imajo nekateri. To pomeni, da se počutiš fejkerja v vsakem primeru. Ne glede na to, kako zelo dober si, se počutiš, da fejkaš, da si dober. Tlele bom ciničen, očitno, ne vem, manjko samozavesti, v nekem trenutku reči sindrom, se mi zdi tako, new fucking agersko in zadnja vrstica se mi zdi tako, gremo po tablete, ali gremo do psihiatra. Tak no, ali se kdo počuti, da je full faker? Ker v Ruby communityju sem kvečem nasprotno doživel, kvečem prav velik ego. Se še kdo počuti? No, bar da povem. To je bilo ta. Najbolj me je pa v spominu, oziroma največ mi je pa dal zadnji tok cele konference misliti. To je bilo zaradi tega, ker sem bil in trezen in nemačkast takrat. In sicer je tale gospodična, pa gospa Lana Reinhardt, nam povedala, da je open source ogrožen zaradi tega, ker v open sourceu ne sodelujejo čisto vse rase in čisto oba spola in vse subkulture. Meni je bilo to tako fucking kontroverzno. Se pravi, mislim, govorila o tem, da edini način, da preživijo in velike skupnosti in velike imperije in ne vem, vse, kar je diversity. Mislim, lahko da prihajam z Dolenjske in lahko da sem mečkam zaplankan in da rečem, mislim, zdi se mi pa neumno, da bi zdaj rekli, ok,
ta komit je sicer šit, sem albino lezbika. Ne, da bomo sprejeli ta komit. No, mislim, ampak se pravi, mi damo misliti. Zdaj, lahko, jaz mislim, da je to mečkam debata za malo kasneje, po enem pivu še, ampak a res lahko vsake različne kulture pa naj se tako noter v open source spet, ne. Pa ne me narobe razumete, tale gospa, mislim, da je delala na Red Hatu, pa ali je bil CouchDB, ali MongoDB, mislim, je par stvari, samo se mi njen tok zdaj močkam tak, mogoče pa ne. Mislim, ne bi zdaj multikulturen za samo ceno multikulturnosti, ne, vendar da je pomemben code quality po moje. Morstav, kot sem rekel, organizacija je super. Prvi večer so nas povabili v Irish pub, kjer smo pili pivo in kjer smo pili še več piva in še več piva in smo bili naslednji dan mečken zaston. Zadnji dan je bil boat party, na katerega nisem šel, razlog je naveden tam in sem mečken zadremal raš. Boat party pravi pa, da je bilo nice, ne, se pravi, tam je, kot sem rekel, to je močvara prepletena z nekimi kanali in tam gor je bila tudi neka barka, žur bouta, ne, in tam je bil žur. Poleg tega so organizirali še bowling, fotovolk, Crazy Girl, pa Miha Rekar je dobil steak. To je bilo, mislim, da je fotovok odpadel, pa da na bowling se prikazali 5 ljudi. Ok, to je to. Cool, res lepo so se podredili, no, mislim, ful simpatična organizacija. To je zadnji slajd. Še nekaj bi povedal, no, po vseh predavanjih so bili tudi lightning talki in je imel Rekar 5-minuten talk o naši skupinci in se je odrezal fucking odlično, ne. To moram prav povedati. To je pa to.